fuck, jaz to moram videti. Glavno, v Münchenu sem bil, ful pa frej, mislim, da sem 8 € zapravil, nekaj takega, za pot iz Ljubljane, München pa nazaj 4 dni, od četrtka do ponedeljka. Vse je bilo krito. Vse je bilo krito. Nosi hladilnik tam, pir si se lahko vzel, za jesti je bilo, vsake par ur so prinesli pice, nekaj, tisto tretjo. Na koncu so še bili tudi street food tovornjaki zadnji večer, pa je bilo zaslon, vse. Vse plače. Tehnička fakulteta, varianta. Da šel kot študent? Ne, to sem šel lani. Okay. Predlani. Pač ne rabiš biti študent ali pa nekaj. Pač, to je razpis, ti se prijaviš kot ekipa, oni ti pač odobrijo, ne? Ja. Mi smo se 3 prijavili, to bilo to. Svetovno. Ja. Pa še da je folk drugod tudi, ne, da ni samo... Z drugačnih vetrov, drugačno miš. Ja. Še posebej, če malo zareševati neke težave ali pa kaj ne. Včasih tisti tretji, ko nija nič veze s tem, najlepše vidi sliko. Ja, ker je drugače vidi. Bilo pa tudi, Flixbus je startup, ki se je tam začel na tej fakulteti in so bili sponzori in smo imeli Flixbus za stojim gor pa dol. Gor pa dol, ne. Plačali smo samo od centra Münchna na tisto Subway, ko je v bistvu ni Subway, pač malo je Subway, pa gre malo ven, železnica pač. To smo plačali samo od centra Münchna gor, pa nazaj dol, to vse, kar sem plačal. To čisto vse, pa ajde, prevoz od kolega je pelo iz Maribora v Ljubljano, da smo tam parkirali. Imeli smo zastojni parking, ker je tretji, ko je šel zraven iz Ljubljane, smo pač pa nema parkirali. Svetovno. To se treba se tako znajti. Ja, vala. Meni je sem žal, da sem šel v Italijo leteti v Afriko, pa nikoli več ne grem to tip Milano, pa da dobih Italijano stari. Reče dam tu Hrvatom, pa ker so bile kar drage karte, mislim draže, njih 150 € ziher draže iz Zagreba, ne. Samo polko viš, greš v Zagreb. Italijani so, to smo se včeraj že meni, se mi zdi. Ja, zase ja, ne vem, ne svoje vrstni so fest, mislim, fest, ne, oni ne nas, to petelinjo, jaz si vsega Italijana si predstavljam s totim petelinjim rebom, tako gor, ga že vidim, ker so kar, ja. Točno stereotipe smo se menili, pa smo bili tak, ja, sej, ne, bla, bla, bla. Ja, to. Nekod so prišli, ne. Ja, od nekod so prišli, ne, mislim, čist tak, jaz sem imel, mislim, v trgovini. Zadnja leta več ne, ampak ne vem, v začetku tam 20, vredno jim je tudi malo jasno postalo, ne. Vsako italijansko stranko, oziroma rečemo 90% italijanskih strank, ki je prišlo meni v trgovino, brez da bi bilo kaj druga, so samo tako italijanščino začeli pluvati. In pri prvih 2 se še malo potrujiš, ne, 3, pa ko vidiš, da to narje, pa samo dalje lagano slovensko, pa oni meni ne razumem, ja, to je ne. Mislim pa, ko bi bila trgovina za sir, pa za klobas, tako je pa glasbena trgovina, ko si kak specifično naj ti povem za italijansko. Jaz sem tudi enkrat, so bili pač na Pohori zgleda in so prišli v Leona, ko je še bil, sem tam delal in to pač kar italijansko in on ti razlaga. In pol veš, ko mi pač rečemo drugače, tagliatelle ali pa nekaj, pač poslovenimo, njihov izraz, pa ga gledaš, pa študiraš, kaj bi to lahko bilo, pa se pol spomniš, ne vem, kaj mi je rekel. Ok, to ne, pa ti začne v italijansko razlagati, kaj bi imel zraven. Točno to ne. Pa si kak naj zdaj to razumel, če že osnovnega izraza nisem verjel razumel, kak? Ja, ne, pač to se pol lahko, ne, Italijani so res taki malo smešen narod, kaj se tiče jezika, ne. Dobro, Italija, italijansko, ni, mislim, lahko mu 7 jezikov drugič govoriš, pri njih doma pa te nebo, ne. Jaz sem na airportu, predtem sem zvedel, kje je bil hangar 2 ali kaj je, jaz sem vprašal 7 zaposlenih tam, pa mi na letališču, ne znaš. Ja, več ne. Tudi zadnji smo se pogovarjali, da je dejansko neverjetno, kolega uči na 3. kitaro, na 3. gimnaziji, pa je rekel, stari, ti ne moreš verjeti, še zdaj imaš mladostnike, ko ne govorijo angleščine, ne? Veš kaj mislim, ko niso tega pobrali ali iz muzike, ali ne vem, iz televizije, ali nekak. In tudi ja, to me je tako malo smislo pijeti, da te vsak govori angleško. Menili smo se pa glih ravno zaradi teh, ne vem, veš, ker to je v glasbenem biznisu ne bo šel, nemogoče vse prevesti, ne, za Slovenijo, ker je premali trg, pa to ful predrago pride. To ni moja, mislim pač, to je zadeva od proizvajalca, jaz samo govorim, kaj proizvajalec pravi, ne.
In vidiš, da hudiča zdaj že eni starejši, jim že ni panika angleščine, pa ko so imeli z njo ful malo stika. Dosti nekih takih ljudi v tem biznisu je šlo potem v šole, se dodatno izobraževati samo zaradi tega, da bi lahko štekali to. Ne da tukaj tega ne nadobijo, ampak pač, ker je na YouTubeu poplava vsega, kaj rabijo oni, bom rekel, nekih lekcij ali pa bilo kaj v tujem jeziku. Ja, pa nasvetov, pa primerjav, izdelkov, levo, desno, pač vse v angliščini. Ampak Italijani ne. Ne. No, jebejo. Za začel to je malo študirati, tudi, mislim, malo zdaj. Gypsy swing. Pač specifičen, jaz sem to začel lekcije iskati, ne, veš, jaz imam zdaj drugi problem, da vse so francoščini. Ampak imam že dobro navezo za francosko učiteljico. Vse, francozci so pač tudi tu neki, več. Nas se to ne reče, se narejo francoza, ne. Niti bo razno. Pač, jebejo, pač mi smo francozi, okej. Ja. Prav sem spoznal v Maroku eno starejšo francozinjo, ki je pač imela ta Airbnb oziroma njena hčerka, ki pa je stari, to taka ona francozinja, stara že, ona je jutro po Štenga gor prišla, ne vem, 10, pol 11, z litrom vina. Pa doli ni vina, ne, ona prinesla vino, veš, zavito v tisti ovojem po papiru mod, vina gor, zadihana, sem rekel, can I help you something? No, kaj, would you like water? I only drink wine, French wine. In imela vezo doli, da se je celice dobavljali francosko vino. Zanimivo, ker je bilo berberka, to je eno ljudstvo berberov, eno najbogatejše ljudstvo, to je isto ljudstvo, ki je malo v bregi gori, pa ki se ukvarja z tekstilom, hašišom, polja, te variante. In imajo navado tako, da pridajo tam, kjer so se rodili, pridajo te omret. In je ta ženska bila v svojih mladih rostnih letih novinarka in prepotovala, ne vem, rečemo tudi celo, itak v Jugoslaviji, takrat je bil raj Jugoslavija za bilo koga, ko se hotel, ne vem, izobraziti, navezati stike, ne. In to je rekla, da je hotla ker pač 3-krat je bila ženjena, normalno, ne, pa vsi 3 dedi so jo umrli. In je rekla, da je hotla otok kupiti v Jugoslaviji. In dobro, prije se, če gre tja zmeniti kao, pa cerkvica bila ena na otoku, pa prije do onega popa, pravi, jaz bi rada to kupla. Pa ono, ja, ko samo prvo se moraš spovedati, nego, hvala lepa. Ja, dobro je bil, ne. Carica taka, mislim prvo tako, ne vem, z Ray Charlesom je bila, ko je imel turnejo po Franciji, še mi je vse pokazala, veš, iz Reske, ko je imel celo turo, ona bila z njim kot novinarka, pa je pisala, ne, dansko, pa tak je neki rezume, kaj je tam vse skupaj pa delo, pa to. Še obstaja danes to, da pač folk hodi z bandom? Ja, ne vem. Pač vem, da to je bilo ful v 70-ih, 80-ih, ful tega bilo, ne. Ful, ne. Danes je pa pač, ne vem. Tudi tu nekako mogoče celo bi bilo izvedljivost, ker štop se mi zdi, da prihaja kar tak nazaj tudi, ne vem, kolegici 2 punci sta šli po celem fucking jugu z šotorom, that's it. Pa sta bili lačni, ne vem, če sta 3-krat postavljali tisti šotor, pa nisem zdaj, ne vem, da je bili neki hudi, dobro, kako se je čulo, hudi babi, ne, ampak taki hipiki, ne. Prišli sta tja pa nazaj, glej. Da se zmeni. Vse se da zmeniti, ne. Fuck, jaz to moram videti.